Vprašanja? Ja, jaz bi imela nekaj vprašanje. Moškaj je Brankovič, Radio Slovenija. Zdaj, če bo Višje sodišče ugodilo vaši zahtevi, potem teoretično, kdaj bi lahko vi to gradivo pridobili? Mislim, da ste omenili 2 meseca, nekaj takega največ. No, zdaj, mi Višjega sodišča ne bomo o tem zaprosili, to je naloga sodišča, torej okrožnega sodišča. Če okrožno sodišče ne odloči, torej če po mnenju, spet karikiram, sodnice Deše Cenar, človekova pravica kreditne mape v Novi Ljubljanski banki tako visoka ustavna vrednota, da se ona na podlagi naše zahteve ne more odločiti, medtem ko so v Mariboru po Celju se lahko odločili, potem bo to zadevo predala naprej Višjemu sodišču. In potem mora na podlagi tega Višje sodišče odločiti, bodisi da odobri zaseg dokumentacije, bodisi da zavrne zaseg dokumentacije. Ima instrukcijski rok, mislim, da 2 meseca. Koliko časa bo to trajalo, pa ne vemo. Moram priznati, da je Ustavno sodišče v tem primeru hitro odreagiralo, da je sprejelo pač odločitev brez nepotrebnega odlašanja, verjetno ravno zavedajoč se teže problema, ki jo je pač ravno to pritiskanje na zavoro pri pridobivanju dokumentov strani okrožnega sodišča v Ljubljani pomenilo za preiskovalno komisijo, ki pa je ustavni institut. Še eno vprašanje bi imela, glede na to, da ste ta teden imeli na preiskovalni komisiji Probanko. Jaz sem sicer nekaj spremljala, ne čisto vse. Morda, če lahko povzamete, kaj je tisto bistveno, kar ste iz teh zaslišanj ugotovili? Ste dobili informacije, ki ste si jih želeli, oziroma ste dobili odgovore na vprašanja? No, jaz mislim, da bi bilo lažje tudi vam to razbrati, če bi ta zasedanja bila predvajana v prenosu na 3. programu Republike televizije Slovenije. Namreč včeraj smo imeli 7 ur zaslišanj tako javnega in zaprtega dela, kjer je kar nekaj zanimivih podatkov bilo izraženih. Med drugim mene je presenetil, da je gospod Arhar ponudil pomoč gospe Pajenkovi pri iskanju investitorjev oziroma tistih, ki bi želeli dokapitalizirati Probanko. Za mene je bil to relativno nov podatek in ga ne znam umestiti v te mrežne povezave znotraj našega bančnega sistema. Mi tudi ni pretirano logičen. Kar se tiče pa samih tistih, ki so bili na odgovornih funkcijah, me pa vedno znova preseneča, kako je možno, da se ne počutijo popolnoma nič odgovorne. Kljub temu, da smo za njihovo delovanje in za njihove upravljanje z denarjem davkoplačevalci plačali 186 milijonov evrov, ne samo to, lahko da bomo plačali še več. Ob tem pa, da ko pridemo do konkretnih vprašanj, torej do dokumentov, kjer so njihova imena neposredno izpostavljena v dokumentih, ko jih soočimo z listninskim dokazom, ki govori o tem, da so recimo v javnem delu pričali drugače, kot govorijo listninski dokazi, pa pridemo do vsesplošne generalne amnezije. To je nek nenavaden pojav bančnikov, zaenkrat teh 2 privatnih bank. Če bomo uspeli dobiti dokumente tudi od ostalih bank, bomo morda priča tudi pri drugih bančnih kaj takega, ampak na vsak način mene boste težko prepričali, da podpis kredita v vrednosti 14 milijonov evrov brez ustreznega zavarovanja, ki je potem odšel na DUTB ali pa je končal v naši bančni luknji, da si ga človek v svoji bančni praksi ne zapomni, še posebej, ker ga je, kot sem rekel, podpisal. Vse to sem slišala, to amnezijo sem tudi jaz opazila. Dobro, katera banka bo naslednja? Ja, zdaj, ko bomo ti 2 banki dokončali, torej čez 10 dni imamo še glavne odgovorne v Faktor banki, potem bomo pa zaslišali še priče iz Banke Slovenije
in pa seveda ministra za finance, tedanjega gospoda Čufarja in nekdanjo predsednico vlade Alenko Bratušek. To bo potem podlaga za pripravo delnega poročila o teh dveh bankah in na podlagi tega pač računamo, da bomo zaključili ta sklop. Mislim, da je to 10. ali 11. oziroma 12. 13. točka mandata te preiskovalne komisije. Nadaljevanje je pa v veliki meri odvisno od odločitve, če ne sodnice Cenerjeve, pa višjega sodišča v Ljubljani.